V galeriji Murska Sobota sta vse do 31. marca letos na ogled dve novi razstavi. V Veliki galeriji so na ogled slike Janeza Bernika iz zbirke galerije Antikvitete Novak, v Mali galeriji pa razstavlja domači slikar Endre Günter s skupno že četrto razstavo v Murskosoboški galeriji, ki jo je poimenoval Terra Panon. Kustodinja Günterjeve razstave je Irma Brodnjak-Firbas, kustos razstave del Janeza Bernika pa direktor galerije Murska Sobota Robert Inhof. V galeriji Murska Sobota smo se odločili, da bi nekako tudi našo ponudbo razvili in nadgradili s tem, da bomo stopili v stik in delali razstave s pomočjo različnih zasebnih galerij. Ena od takih galerij je galerija Novak in nocojšnja razstava je rezultat tega sodelovanja in sem prav vesel, da razstavljamo dela Janeza Bernika, saj po njegovi veliki razstavi, ki jo je imel leta 2005, ni bilo nobene večje in pomembnejše razstave v Sloveniji. Po njegovi smrti 2016 pa nisem zasledil, da bi se kje njegova dela pojavljala. Zdaj, seveda poznate Janeza Bernika kot tistega umetnika, ki ima svoje dela v stalnih zbirkah od newyorškega Museum of Modern Arta do londonske Tate Modern, do tokijskega nacionalnega muzeja. Zakaj je temu tako, se lahko prepričamo, ko pogledamo te slike. In te slike iz galerije Novak so časovno obsegajo dela od leta 1960 do leta 2003 in predstavljajo zelo jasen vpogled v umetnikovo ne samo izjemno kvalitetno ustvarjalnost, ampak tudi izjemno obširno ustvarjalnost. Bernik se je ukvarjal z slikarstvom, z risarstvom, z grafiko, z skulpturo in njegov opus je zelo, zelo obsežen. Tisto, kar je ob vsem tem posebnost te razstave, je to, te slike, ki so sedaj tukaj, smo poznali, ampak poznali smo jih reproducirane črno-bele v tisti monografiji, ki je šla leta 1980 in ki imajo not tekste Zoran Kržišnik, Jure Mikuš, Giulio Claudio Argan, barvnih reprodukcij pa nismo poznali. Iz enostavnega razloga Franci Novak je te slike dobil iz tujine. Tako da so zdaj v bistvu po dolgem času, niso bili takrat leta 2005 niti razstavljene v Moderni galeriji, kjer so bili vsa dela razstavljena iz umetnikovega ateljeja. Se pravi, po dolgem času si lahko te slike zopet ogledamo, tako da kar se tiče teh slik iz 60-ih let in 70-ih let prejšnjega stoletja, ki so tukaj večinsko zastopane, se nam razstava zdi kot eno potovanje skozi čas. Zdaj ta slika, ki ste jo videli na vabilu, je pa dobesedno izjemna. In sicer zaradi tega iluzionistično naslikanega prta. Bernik je imel več takih slik, imel je cikl takih slik, a te slike so nastajale tam okrog leta 1975, a jih je v letih 1986 in 1987 preslikaval oziroma jih je pokopal pod neke magmatske barvne grobe nanose in čez njih, medtem ko je kamen kruh ostal tak, kot je bil, narisal take zelo otroške mize. In če bi tiste slike pogledali z rentgenskim posnetkom, bi pod njimi zaznali te iluzionistično naslikane prte, ki bi se nam v tem primeru izkazali kot pentimento, kot se to imenuje, ali kes, kakršne smo v zgodovini umetnosti večkrat videli in so se nam razkrili s pomočjo rentgenskih posnetkov ali pa s pomočjo tega, da se pač prve plasti uničijo, tako recimo roka za Judeževim hrbtom na Leonardovi Zadnji večerji. Se pravi, če bi ta slika ostala tukaj, bi jo Bernik verjetno prav tako preslikal. Je pa zanimivo to po tolikih desetletjih videti te slike in videti, da so še vedno sveže, da nas še vedno nagovarjajo in nas postavijo v tisto pozicijo, kako je menda bil postavljen zdravnik dr. Gachet, Van Goghov zdravnik, ki je pred neko njegovo sliko baje
omenil, kako težko je biti malodušen. Razstava Bernikovih slik v galeriji Murska Sobota obsega 26 umetniških slik iz zbirke Galerije Antikvitete Novak, ki sicer hrani skupno 46 slik Janeza Bernika. Tukaj so slike, ki smo jih dobili v Ameriki, v Avstriji, v Italiji in levji delež v nemškem govorečem prostoru. Slike, ki so tu razstavljene, so, tako kot je rekel dr. Inhof, so prvič videne po dolgih letih. Izziv, ki smo ga imeli, ko smo videli pomembno razstavo v Moderni galeriji in smo rekli, tukaj manjka, tukaj je en del, ki ga ni, mi smo ga odkrili postopoma, iščemo slike, ne samo od Bernika, tudi od drugih avtorjev, jih iščemo postopoma, ko jih najdemo, jih probamo pridobiti za naš kulturni prostor, da jih vrnemo tja, kamor spadajo. Jaz vam zahvaljujem in lepo, da smo tukaj lahko. Hvala. Slikarski začetki Andreja Günterja, ki razstavlja v Mali galeriji, segajo v sredino 70. let prejšnjega stoletja. Ta razstava se fokusira zlasti na njegov najnovejši cikel, slikarski cikel, ki je nastajal v malce nenavadnih, čudnih, negotovih časih, ko nas je presenetila korona. Torej, jedro te razstave so dela, ki so nastala od leta 2020 naprej. Andreja ni potrebno posebej predstavljati, domačin tukaj Sobočanec je, velika večina ga pozna tudi kot nekdanjega tehničnega urednika, dolgoletnega na Vestniku, karikaturista tudi, sicer je pa po osnovni izobrazbi likovni pedagog, ampak v pedagoški sferi si zelo kratek čas deloval, bolj na začetku, potem pa si hitro presedlal k Vestniku in k tehničnemu urednikovanju, ki pa mu je vendarle skozi ta skoraj 50 leti dolgo obdobje dopuščala ta služba, da ustvarja tudi avtorsko doma v ateljeju. In torej skozi teh 50 let njegovega ustvarjanja, odkar nastopa tudi v obliki razstav, je razvil en tak konsistenten, zelo obsežen opus in razvil je tudi to prepoznavnost. Ko gledamo njegova dela, vemo, da je to Endre, nezmotljivo je, nekako je njegov opus oziroma slikarski cikli znotraj njegovega opusa zelo organsko, zelo mehko prehajajo eden v drugega. Ni nekih, bi rekla, kontrapunktov v tem smislu, ampak gre za res zelo mehko prehajanje iz cikla v cikel. Pri tej razstavi bi izpostavila zlasti, če se zdaj malo primerjam z njegovimi začetki, ko je umetnik tudi še posebej opazno v okviru grupe 676 nastopil tukaj v Prekmurju. To je bilo 6 ustvarjalcev, 3 likovni pedagogi, pa arhitekt, fotograf, skratka grupa, ki je pomembno takrat, kot je že Ferjo Bal, naš pretekli direktor te galerije, takrat v tistem času omenil, da je ta skupina predstavljala pomemben most med ljubiteljsko in profesionalno likovno sfero. In takrat je Endre deloval zelo angažirano v smislu kritike takrat rojevajoče se potrošniške družbe in človeka v njem, ki se je nekako odtujil od samega sebe. Kar želim poudariti je to, da pri tej razstavi pride ta angažiranost spet na plan. Vmes seveda dolga leta raziskuje, išče svojo identiteto, zelo bi rekla v enem precej dolgem, obsežnem ciklu, ampak zdaj ta korona je torej presekala tisto delovanje in je izpostavila zelo univerzalne zadeve, s katerimi smo se vsi takrat soočali, to odtujenost, izoliranost, ne vem, neka normalna, dostojna komunikacija nam je bila odvzeta, gibanje, vemo, da so bile tudi prepovedi gibanja med občinami eno obdobje in to je na Endreja ga je globoko pretresalo, vemo, vsi tisti, ki ga poznamo, je tudi zelo družaben človek, vpet v različne družbene kroge in seveda je to še posebej intenzivno doživljal. Zato se v teh delih prvič tako eksplicitno pojavi tudi figura, ki je večinoma
osamljena ena, ali pa če že nastopa v paru, pa je izrazita distanca med njimi, med dvema ali pa tremi figurami. Torej ta zevajoča, nevzdržna, neznosna praznina. Tukaj naj omenim še en element, ki je precej vezan na ta prostor, na to panonsko nižino, horizont, ki pa tukaj izostane v teh najnovejših delih. Zmeraj više se pomika in v končni sekvenci ga ni več. Torej se ta figura znajde v nekem brezprostorju in s tem umetnik zelo dobro ilustrira to negotovost, to neko odtujenost, to dezorientiranost v situaciji, v kateri smo se znašli. To je nekaj torej teh ključnih poudarkov, pa še eno stvar bi mogoče s tem zaključila. Endre je optimist in to se vidi tudi v tem ciklu, ki nas seveda sooča z temi neprijetnimi zadevami iz preteklih 2 let, pa vendarle opažamo en svetel moment, to je pa svetloba, ki je v teh slikah precej več kot pri prejšnjih delih. Teh izrazitih, dramatičnih barvnih kontrastov tukaj ni več toliko kot poprej. In če zdaj malo aktualiziram to svetlobo, danes je na primer svečnica, dan svetlobe, praznik luči, praznik svetlobe in v tem času je zelo lepo opazen tudi ta komet, ki se bojda na vsakih 50.000 let pojavi. Sicer to zdaj nima direktne veze, ampak se mi zdi zelo zanimivo in posrečeno, ker pri Endreju opažamo, da so ta naključja dokaj pogosta. Ne vem, če se spomnimo 2010, ko si imel nazadnje tukaj razstavo, takrat je bilo malo bolj kataklizmična napoved, ta slutnja, ki se potem dejansko udejanjila na Madžarskem, ko je prišlo do te katastrofe blizu Devečerja. Zato brozgo rdečo, ki se je izlila iz obrata aluminija. Skratka, tukaj ni takšnih temnih, bi rekla, napovedi. Mislim, da s to svetlobo največ poveš in mislim, da zaključimo na ta način. Endre se zaveda, da njegova umetnost ne bo spremenila sveta, je pa nekako spremljana, je sopotnik in včasih torej komentira to, kar se dogaja okoli nas, včasih pa nam omogoča, da pobegnemo od tega in v neke domišljijske, lirične pokrajine. Pred 13 leti, kako sem omenila, je bila zadnja razstava, tudi je nosila naslov Iskanje identitete. Je to še en čas trajalo. Iskanje identitete, v tem smislu na moje Mađare stare, ko so prihajali iz Poduralja, iz Azije, pa nekako prišli do te Panonije, zato je tudi Terra Panon naslov tega ciklusa. Potem sem prav, evo, identiteto smo našli, to je zdaj tu. Začel sem tisti en cikl malo spreminjati, organsko povezano sicer, zdaj je pa naknadno prišel tam nesrečen COVID pred 3-4 leti nazaj in nisem mogel prespati ta čas brez reakcije, je prišlo ta ciklus zdaj, oziroma ta COVID, ko je malo oznanjen. Prej sem imel slike res brez figur, čutil si figuro v vsaki sliki, ampak brez figur. Tu so se pa zdaj ljudje pojavili, ampak to je zaradi ponazarjanja ene samotnosti, odtujenosti, prosojnosti, prozornosti. Ljudje so apatični. Je pa naknadno potem, kot se rekla, prišla ta svetloba, ki je to mogoče malo odvagnala. No in to je zdaj produkt 4 let, nekaj so starejše stvari tudi povezane, ampak zdaj ta Terra Panon organsko se povezuje na identiteto najdeno, ki je pa zdaj postala malo izgubljena, ampak ni izgubljena. To je ta svečnica, to je ta komet, to je to. Razstavi slik Janeza Bernika iz zbirke Galerije Antikvitete Novak in Terra Panon Endreja Günterja bosta v galeriji Murska Sobota na ogled do konca marca.